Dobrodošli v Fere, prostoru za odnose in bližino. In danes sem še posebej vesel, ker sem povabil v našo sredo Mitja Buliča, ki je duhovnik novomeške škofije. Zdaj ima 2 župnije pod svojim okriljem, in sicer Novo mesto Sveti Janez in v Prečni Sveti Anton Padovanski. Sem kaj narobe povedal? Ne, vse prav. Okay. Midva z Mitjem sva bila v študentskih letih tudi prijatelja in on v bistvu izvira iz romske družine. In ne samo zaradi tega, tudi sicer je zelo zanimiv človek, je z njim nikoli ni dolgčas. In sem vesel, da bo z nami v bistvu delil del svojega otroštva, mladostništva, kako se je odločil za duhovništvo in tudi kako v bistvu življenje duhovnika izgleda. Ker verjetno si mislite, da duhovnik tudi drugače gleda na odnose kot povprečen človek. Mitja, živijo. Živijo, Jani. Daj povej, kako ti je bilo tako, ti si Belokranjec, jaz sem Novomeščan, kako ti je bilo odraščati v Beli krajini, kako si, tudi me zanima, kdaj si mogoče sploh začutil, jaz sem zdaj tukaj Rom, to je zdaj mogoče malo drugače, kakor moji drugi vrstniki. Kako je to potekalo? Najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem živel v zelo, slovenski družini, po načinu življenja, ker Rom je samo oče. In moji predniki so bili že zaposleni in tudi oče je bil zaposlen in mama je pa Slovenka. Tako da jaz zelo dolgo nisem vedel, da imamo romsko poreklo. In potem šele konec osnovne šole so se sošolci norčevali iz nas, ki smo prihajali iz te vasi, da cigani gredo, ali pa cigani so prišli, ali pa cigani, tako so bili precej žaljivi. Katera vas je to? Srednja vas. Srednja vas v Beli krajini. In pa sem pa jaz doma vprašal, kaj to pomeni, da smo cigani, da nam govorijo, da smo cigani. Jaz nisem niti besede nisem poznal, nisem nobenega romskega življenja videl, takšnega, kot si predstavljamo, da je romsko življenje. In pol so mi doma razložili, kaj to je, da je oče Rom. No, potem pa sem bil bolj pozoren na to, da je pri nas vseeno več plesa, da je pri nas zelo veliko glasbe, da je pri nas veliko praznovanj, da je zelo veliko druženj. In ko si vprašal, kakšna je bila razlika, to sem že opazil potem, da smo zelo povezani v vasi, da je predvsem torej glasbe je bilo več, plesa pa ognja. V vasi je vedno nekje ogenj gorel, ampak meni se je to zdelo res normalno in jaz sem mislil, da je to povsod tako. Ampak to je vas, kjer so hiše, a ne? Vas, kjer so hiše, kjer so večinoma tudi Slovenci, je pa tudi nekaj romskih družin. Po drugi svetovni vojni so se kočevarji odselili iz naših krajev, kot ti kočevski Nemci. Hiše so bile prazne in ljudje so kupovali hiše in različnih koncev. In je bilo v vasi zelo veliko različnih ljudi. In tudi sosednja vas Črmušnica je bila celo vojašnica in se je reklo, če si to Jugoslavija v malem, naše 2 vasi. Ker torej hiše izpraznjene, ljudje so prišli kot delavci iz vseh koncev. In potem tudi Romi, moji predniki. In kje je ta ogenj gorel? Za hišo, pred hišo? Pred hišo ne, ker je bila cesta in vas je lepa urejena. Nekje za hišo, ali pa na vrtu nekje, ali je nekdo nekaj žgal, ali pa doskrat to se pa še spomnim, stare ženske so kavo kuhale, tako še vani na ognjišču, ne. Ampak, ne vem, meni se to ni zdelo nič posebnega. In potem, če zdaj primerjaš z ostalimi vasmi, se je to čas spremenil, ne, verjetno tudi vaša vas ni več tako povezana, kot je bila včasih, predvidevam? Ne, ni več, seveda ta moderni čas je pustil posledice, tisti ta stari ljudje so pomrli, spet se hiša sprazne, pridejo novi ljudje, ki morda samo še spijo, vse veš, kako pridejo in grejo, delajo nekje. In je bila tudi vas, se ti je zdaj bolj povezana kot druge vasi? Zelo, zelo povezana. Ogromno veselja. Skoraj pri vsaki hiši je bil nek glasbenik, pa so igrali ali tamborice, ali harmonike, ali nekaj. In naša hiša je točno sredi vasi in smo se vedno zbirali pred njo, po cesti smo plesali. Glasba je bila skozi čudovita. Koliko si bil star, ko si rekel da so sošolci vas zafrkali? Konec osnovne šole, jaz ne vem. Šele konec osnovne šole?
ker takrat je bilo 8-letka, Zelo tudi oče v bistvu ni govoril o tem, Ne. da je Rom. ne tudi nikdar ni govoril romsko in nihče tam ni govoril tako romsko, da bi jaz zaznal to. Si se ti kasneje kaj učil? Ja, Aha. potem se je pa moja sestrična, poročila v Milano in tam so bili pa tudi romska družina, zelo, zelo premožna romska družina in če sem hotel z njimi kakorkoli se pogovarjati, sem se mogel romsko naučiti. Z tistimi. Okay. Se pravi, a jaz to prav razumem, ti si šele konec osnovne šole slišal besedo cigan in si se Tako da sem si jo ozavestil, ozavestil. Aha. da je name letela. Lahko, da to. sem jo slišal tako v splošnem pogovoru že kje prej, ampak mi ni nič pomenilo, ali pa nisem se z njo povezoval, ali pa... Okay. In takrat, ko si to zvedel, a ne, potem je oče povedal to svojo zgodovino in tako, in kakšen je bil takrat občutek? Kaj? Ja, malo sramu je pa le bilo, ne, ker vedel sem, kaj si mislijo oni o ciganih. Predvsem o tem, kaj si ljudje mislijo o ciganih. Naš standard življenja doma je bil pa veliko boljši od vseh okoliških Slovencev ali pa mojih sošolcev. Mi smo živeli zelo, zelo lepo življenje, Tudi materialno. materialno. Ja. Ogromna hiša, vsi so bili v službah, preskrbljeni smo bili zelo dobro. Tako da jaz, torej nisem se počutil manj vrednega v tem oziru. Tisto neka stigma se pa zdaj sem pa jaz cigan, ker prej nisem vedel, da sem, zdaj sem pa kar neka cigan. In tisto, kako te drugi dojemajo, pa je bilo malo, je pa vplivalo. Tako malo spominja, kam Mojzes tam v Egiptu. Tako se je kar naenkrat zavedal, da ima drugačne Čist nekaj drugega, ja. Ja. Okay. Kako pa ste potem tako, zelo hitro si omenil zaposlitev, a ne, tako, že moj oče je bil zaposlen, pa tudi njegovi starši, a ne. A ta zaposlitev naredi eno ločnico med enimi Romi, ki se vključijo in ne, ki se ne vključijo? Gotovo. Ja, To je ena glavnih ločnic, ker kadar imaš ti službo, imaš svoj dohodek, imaš red, imaš disciplino, moraš se nekaj naučiti, moraš se vklopiti v družbo, moraš sodelovati s sistemom. Gotovo. Nisi ti prepuščen tam tistemu ognju. In kako, kdaj si pa potem spoznal tudi Rome, ki niso zaposleni, pa kako je bil ta odnos čisto med vami? Pozno. Šele po prvem študiju končanem. Filozofijo si študiral? Jaz sem študiral filozofijo pa sociologijo in potem sem dobil eno službo na Zavodu za zaposlovanje. In glede na moj romsko poreklo, naj bi jaz skrbel tudi za, da bi poskušali Romom pomagati pri zaposlovanju. In so me odpeljali v naselje pri Otočcu, nekje v gozdu. Jaz sem mislil, da to ni isti planet. Takrat sem prvič videl šotore, kolibe, umazanijo, bedo. Meni so se zdeli kot neko ljudstvo iz Amazonije. Jaz sem pri sebi zelo velik šok doživel. Da so še ljudje, ki tako živijo. Tudi opazil sem isto hrano, zelo borno. Bil je sneg. Skoraj vsi so bili brez čevljev, brez škornjev. Mi smo prišli v plaščih, s kapami, z vsem ornatom tam. Takrat sem prvič videl te ljudi. To mi je bilo pa zelo grozno. In sram. Pa mi je bilo pa sram, da pa nisem nič pomagal tem ljudem, da bi pa boljše živeli. Nisem vedel. Ja, ok. Kaj pa si zvedel, a si sploh imel kaj moči, da jim pomagaš? Jaz ne. Zavod se je trudil. Trudili smo se vsi, ampak je to takšen razkorak v razumevanju, že v pismenosti, govorim za to naselje. Potem sem odkril seveda, da so še slavni Žabjak v Novem mestu, pa še kakšni drugi. Seveda so tudi razlike med njimi, ampak to prvo naselje, ki sem ga videl, je bilo pa, kot da je prišla ena civilizacija, nekje skrito v gozdu, izven našega civilizacije. Razumem, ja, ok. Ker zanimivo, a ne, jaz imam tudi podobno, tako malo podobno zgodbo v tem smislu, da jaz kot Novomeščan v svojem odraščanju nikoli nisem imel ene slabe izkušnje z Romi, a ne. In potem, kadarkoli sem prišel kot študent v Ljubljano, so tukaj
imeli neke drugačne govorice in so rekli, aha, vi imate pa tam težave, a ne. In jaz jih nimam, a ne, tako jaz pač sem bil vključeno vmešan, pa nisem jaz bil zapečkar, da bi skozi bil doma, jaz sem se veliko družil z ljudmi in tako, ampak nikoli nisem imel slabe izkušnje, poznam pa ogromno prijateljev in znancev, ki pa imajo zelo slabe izkušnje, a ne, ki se pa v bistvu Romov bojijo, ki so jih že tepli, ki so jim grozili, ki so na to socialno politiko pač tudi zelo razočarani, a ne, in je tle ogromno ene jeze in tudi strahu, a ne. In potem me je zelo zanimalo, a ne, kako pa potem ti gledaš na to, oziroma kako Romi, a ne, recimo, ki ste zaposleni, kako gledajo na te, ki niso zaposleni, a ne. A je to sploh, ne vem, kakor jaz zdaj tebe razumem, se v bistvu niti ne poznate, a ne. Ne. To so dva različna svetova. Potem, ko sem bil na zavodu, sem imel nalogo, službeno nalogo, da spodbujam, da gredo otroci v šolo, da si iščejo starejši neke oblike zaposlitve, tudi če najbolj skromne ali pa najbolj osnovne, pa niso bili seveda navdušeni nad tem. Ne. In tudi sem opazil, ko sem že malo bolj poznal Žabjak, kar je še danes problem, da nekdo, ki pa jaz plaval in se zaposlil in si ustvaril življenje, je tujec in v civilnem svetu. Si ostaneš cigan, pa tudi če ne veš cigan, si cigan. In noter si potem tujec, ker si pa zdaj račaš gadžo, se združiš z gadžo, s civili, pa Slovenci. Ne, na nek način izdajaš tabor in skupnost. Ja, to je nam to sem zelo opazil. V osnovni šoli povedala, a ne, ko smo se o tem pogovarjali, je rekla, ne jih obsojati, zato ker oni, če probajo kaj narediti, jih njihovi ne sprejmejo, pri nas so pa tudi vedno tujci. A ne. Zakaj pa jih njihovi ne sprejmejo? Zakaj je to v bistvu, se čuti kot izdaja, če hočeš iti v službo, če hočeš nekaj narediti? A oni v bistvu teh kolib in tega načina življenja ne dojemajo kot revščino ali pa nekaj, kar je težko, pa bi bilo dobro preseči? Tukaj globoko ne poznam te njihove psihologije dojemanja, ker se teh kolib je že vedno manj. Razen kakšna res majhna naselja v gozdu še skrita, ker je država zelo pošla naproti, da imajo vsaj neke osnovne bivalne pogoje. Ko sem bil kot diakon na praksi na Otočcu potem, zanimivo spet na Otočec, me je pa župnik tam, kakšni gospod Dular, prosil, naj se pa ukvarjam s tistimi Romi. Tako da sem spet prišel po določenih letih znova v tisto naselje, skromno, kot je bilo prej, in smo imeli verouk z njimi v petkih, radi so hodili, ti otroci so bili prijetni. Potem pa mi enkrat ena punčka reče, gospod, ona je pticala me župnik, ker ni vedela še, kaj je to, je rekla, gospod župnik, kdaj greste pa vi po kontejnerjih iskat? Takrat sem pa jaz čutil eno veliko olajšanje. Sem mislil, če ona misli, da tudi jaz hodim po kontejnerjih, to punčko vsaj sram ni. Ona misli, da je to normalno, da vsi hodimo po... Eno olajšanje, ker meni se vedno smilijo, ko jih vidim, določeni še vedno po kontejnerjih iščejo in brskajo. Pa mi je bilo pa res tako prijetno, super, ona misli, da tudi jaz to delam, da je vsaj ne bo sram, če me bo videla kje, pa da bo iskala po smetih. Torej so določeni vzorci globoko zakoreninjeni in njihov nomadski način življenja, ki je bil stoletja predolg, je gotovo pustil sledi v kulturi njihovi, dojemanju življenja in tako naprej. In je zdaj njim verjetno težko, zdaj pa kar šola, pa zdaj pa kar služba, pa kar ne vem kaj, nared, pa nekaj ne vem. Kdo bo pa ogenj kuril, kdo bo pa ne vem, za koleso. Tako, ne. Čisto to drugo. A se to tepe med sabo, se pravi en red, ena zaposlitev ali ena delavnost, pa na drugi strani ogenj, ples, pesem? Tepe se ne, ti pa spremeni življenje, ne. Ja. Jaz časi, ko se peljemo mirno peč, pa greš po glavni cesti mimo Žabjaka, ne. To vidiš od jutra do večera, je kavica, ven se kuha, je ogenj, so debate in zdaj tem ljudem to bo šel zdaj povedati, bi treba zdaj že 4 ure v službi biti, ne. Ampak recimo, ker v srednji vasi, a ne, te zaposlitve, tudi materialne dobrine, v tem času, ko si ti odraščal, niso uničile, a ne, plesa in igre. Ne,
vsaj do take mere, da bi čisto izničila. Ne? Gotovo nismo toliko imeli, če primerjam z drugimi, tam, ko je non-stop, skozi to, ne? Mi smo en del ohranili. Ne? Se pa si tudi po službi zmatran, ali pa ko je študij, moraš ti tako ne moreš toliko do plesa, kot če si skozi doma. Pa službe so različne, ne? Ja. Se jaz ne vem, če še po teh naseljih tukaj plešejo, ko smo mi včasih, ali se tudi naš način, ta civilni življenja že preselil tudi noter, se mi zdi, da je precej posegel noter. Kakšne plese pa pesmi ste pa plesali tako? Ali so bile tudi ciganske, ali so bile... Pri nas ne, ker šele zadnja leta so se bolj pojavili par ciganskih, romskih teh pevcev. Tudi ni bilo neke te pevske kulture ali pa umetnosti razvite. Pri naših Romih ne. V tujini je. Pri nas šele zadnja leta opažam, je par fantov, ki imajo nek ansambl, pa izkujejo neko romsko pesem ali pa prevedejo kakšno hrvaško ali pa slovensko pesem v romščino, da je lep tako. Plesalo se na hrvaške pesmi, dalmatinske pesmi, zelo, bi rekel, te narodne srpske pesmi, kolo in podobne zadeve. Ne? Se pravi, iz te vasi imaš ti bolj identiteto, da si Belokranjc. Tako. Pri nas se je plesalo na slovensko glasbo, polka, valček, potem dalmatinske, hrvaške, kolo, že več ne toliko, razen to naše kolo, bi rekel tako. Ok. Kako si pa potem ta ples, recimo vem, da ti je tudi velik vzornik Janez Marija Vianney, ki je tako malo preganjal ples. A se ti je to kaj tepel kdaj? Ja. Oči so v tvoji glavi. Jaz sem ples vedno dojemal kot umetnost. In nikoli v njem nisem videl nič slabega in tako naprej. Potem sem pa za ene šmarnice, te majniške šmarnice, za nagrado dobil knjigo o Janezu Marijo Vianneyju. A ta Strahnik in njegov demon, to najbolj znano. Ta, ali pa ne bom trdil, taka oranžna platnica, mislim, da je bila, verjetno je glih ta. In to sem z velikim zanimanjem prebral in tam srečam, kakšen je to pogled na ples imel. Ampak tam je bil ples tudi razvratno opisan. Tega pri nas na vasi ni bilo, to je bilo pri nas res kot nekaj lepega, spoštljivega in jaz nisem mogel nobene povezave narediti s tem našim plesom, pa s tistim, kar je bilo tam, ko so bili pijani, pa veselice, pa potem vemo, kaj je pač videl in proti čemu se je pravzaprav boril. Se on ni boril v plesu kot umetnosti, ampak temu razvratu, ki ga je prineslo v njegovem okolju. Tega jaz nisem nikoli videl pri nas. Kaj pa sicer, tako, ti čist kot katoličan že, kaj šele duhovnik, ima katoliška cerkev veliko enih pravil, kako je dobro živeti, tako neke smernice in tako. A se ti to kdaj tepe s tem, kaj pa je tvoje osebno prepričanje kot bitja? Ali je vedno vse... Glede plesa ali na splošno? Ne, na splošno, mislim. Ne tepe se me. Jaz šele, ko sem spoznal vero, se nisem duhovnik od vekomaj. Sem bil mlad fant, sem bil to, sem bil tisto, sem bil študent. Jaz sem šele z vero dojel, da je življenje pravzaprav lepo, bogato. Da ima en višji smisel, da ima nekaj več o sebi, da to ni samo to, da gremo nekaj popiti, pa pojesti, pa da gremo z avtom nekam, in da je to. In je konc vikenda. Kaj je to, čemu je to podobno? In sem videl moje sošolce, vrstnike, to so bruhali cele vikende, samo to je bilo pomembno. Meni pa to ni bilo pomembno. Jaz sem si pa želel nekaj ustvariti v življenju, pa da imaš kaj pokazati, pa da doma hišo obnoviš, pa da si kupiš kakšen kos umetniškega pohištva, da imaš kakšno dobro knjigo, da se lepo oblečeš. Mene je to zanimalo. In šele potem, ko sem kot mlad fant odkril cerkev, vero, malo bolj zares, jaz sem videl, da meni, če se bom tega držal, me to samo plemeniti. Ker mi daje ene zelo visoke cilje, vrednote, norme, standarde. In jaz sem v to verjel in moje življenje se je zelo spremenilo. Na boljše. In da bi zdaj rekel, da pogrešam ples, pa da pogrešam ne vem kaj, zaplešam, kdaj v krogu družine. Praznujemo še vedno lepo vse to. Ampak meni je cerkev ali pa vera ogromno doprinesla. Če se vrnemo zdaj sam na to, ker me zanima, kako ti na to gledaš, so zdaj parkrat omenila besedo cigan, pa Rom, pa tako. Kako ti vidiš razliko teh dveh besed?
Torej, beseda Rom je novejšega izvora. Na nekem kongresu, pa sem pozabil kje, nekje v 70-ih letih, je bilo to ime sprejeto kot ime naroda. Rom, ki so pač navzoči ne samo v Sloveniji, Hrvaški, Ameriki, kjerkoli so, ampak jih različno imenujejo. Lahko so Sinti, lahko so Hitanos v Španiji in tako naprej. Ampak vse besede, ko greš, meni zelo podoben izvor Hitanos, Ciganos, Dzingaren, na cigane, ne? Ja. In verjetno je bilo to neko skupno ime. Potem se je pa prijel zelo slab, je ratov slabševalnica, ne? Zato ker so videli ljudje, aha, cigan pa krade, cigan pa goljufa, cigan je pa to naredil. In polje verjetno se je ratalo ne več ime neke skupine ali pa naroda, ampak prispodobo za nekoga, ki dela slabo, ki krade, ki, ne. Ker vedno so bili pa malo odrinjeni na rob, Ja. in seveda so šli po 3 kokoši, aha, cigani so ukradli, cigani so to. Ja, sej, verjetno ni zdaj na nama, da se to dotaknemo, no, ampak tako je mogoče dobro omeniti, da je bil tudi kakšen genocid narejen, ne, nad Seveda je bil. narodnostjo, ne, tako strani nacizma kot komunizma, ne. Imamo v Črnomlju strašen primer, ne, ko so požgali oziroma pobili veliko romskih družin, pravzaprav kompletno naselje, Kanižerica. Zdaj, tako, kakor sem pa jaz recimo kot Novomeščan včasih videl, a ne, je pa v bistvu s to besedo cigan bilo, sem dobil podoben občutek, kakor je z besedo niger v Ameriki, a ne, da v bistvu lahko oni med sabo, a ne, se rečejo cigan in da je to čisto tudi, a ne, etimološko, a ne, kakor si rekel, šele kasneje je to rato slabšalni izraz in da pač se lahko hecamo, dokler smo dobre volje, a ne, ko pa recimo nekemu Romu se zdi, aha, zdaj bi se pa jaz rad malo žrtev delal, a ne, bo pa rekel, ne, to je pa zdaj žaljivo, zdaj pa ti ne smeš tako govoriti, a ne. Tak občutek sem dobil, a ne. In se mi zdi, vse to je v bistvu beseda, ki pomeni isto stvar, a ne, oziroma istega človeka, samo zdaj jaz, ko se njemu zazdi, a ne, da bi pa to bilo žaljivo, pa jaz zdaj tega ne smem uporabljati, a ne. In mi je bilo tako malo krivično, zakaj. No, ko se njemu zazdi ali pa ko začuti, da beseda cigan ni samo cigan. Da ima nekaj, da hočeš... Da ima slabšalni pomen. Prizvok, lahko tudi kako nekdo jo pove. Aha, ok. Lahko je duhovito pove, lahko pa ima že tisto negativno konotacijo s sabo. Ja. To se pa da razbrati, ne. A se res da? Ja, jaz mislim, da ja. Aha. Se vidiš, kakšen namen ima s tebo sogovornik, niso vsi diplomati. Ja. V enem pogovornem jeziku hitro veš, če ti neče dober dan reče osorno ali pa z neko Ja, se strinjam. Se mi pa zdi tudi, da lahko nekdo dobro namerno želi, pa iskreno dobro namerno želi, pa lahko nekdo tudi iskreno ne zazna kot dobro namerno. Pač se zmoti a ne, tako se zgodi. To se lahko zgodi vedno. Ja. Ampak jaz zdaj bolj načeloma govorim, ne v vsakem konkretnem primeru. Ja. Ker tudi recimo Romi sami ne bojo nikoli rekli cigan. Ne bodo med sabo rekli Ker cigan. ni v njihovem besednjaku ni te besede, torej to je beseda od zunaj. Kako pa si vi rečete? Roma. Med sabo si rečete Rom. Rom, Res? ja. Aha. Ok. Ker tudi Rom pomeni človek, Rom kot bitje. Manuš je človeštvo, človek nasploh, a Rom je pa kot nek moški, bi se rekla. Aha, ok. Romni je pa ženska. Romni. Ali pa Roma aven, Romi gredo. Ljudje prihajajo. Ok. Zanimivo je to, da so tam vsi krščani, a ne, saj Velika večina, ja. velika večina, a ne, tako. Vem, da Matic Videc je enkrat rekel, da za ta Brezje Žabjak, da ni nekrščenega človeka tam. Skoraj gotovo, ne bi upal tako 100% reči, Ja, ker prihajajo tudi Romi iz južnih delov prejšnje države Jugoslavije, pa so muslimani. ja, to sem tudi pri mladostnikih opazil, ja, da so kakšni muslimani. So muslimani, ali pa zdaj je veliko tudi zelo močna ta evangeličanska skupnost znotraj Žabjaka. A res? Ja, Aha. se zelo širi. Pa hodijo na obrede kaj? Ne vem, Aha. vem, da so določene, oni so veliki častitelji Marije in so določene družine vrgle ven iz hiše kip Marije, ga razbile tam tacalja po njemu in tako naprej.
Torej niso vsi katoliške vere več. Okay. Kako ti kot duhovnik recimo na to vernost gledaš? A se ti zdi, da je na kakšen napačen način tudi dojemana prav v teh naseljih? Mene sploh čudi, glede na to, da se nihče ni z njim sistematično ukvarjal. Mene se sploh čudi, da so verni, ne? Ker mi si predstavljamo, da vero prenese nek misionar, da nekdo tam uči in da dela cerkve, da gradi ne vem kaj in da potem vera raste. Mene sploh čudi, da je ta narod veren, ker da bi se prav kdo zares z njimi ukvarjal, se ni. Slišali so, kar so slišali od drugot, videli cerkve, tako, kako so se naučili moliti, kako so razvili sistem vere, kako zelo spoštujejo Marijo. Predvsem torej me čudi, da so sploh ohranili vero, da si želijo biti del tega. Gotovo sem pa kot duhovnik, jaz osebno veliko premalo naredil, pa naslednji korak, ne. Da bi na to osnovo, ki jo imajo, dal, bi rekel, naše oznanilo ali pa povabilo. Ker sem se vedno malo bal. Bal sem se tega koraka. Aha. Zakaj pa? Takrat, ko sem bil v službi na zavodu za zaposlovanje in ko sem določene stvari mogel zahtevati, sem imel tudi zelo, zelo slabe izkušnje z nekaterimi. Ne bom rekel z vsemi, ker tudi z vsemi ne moreš imeti slabih izkušenj, z določenimi pa in grožnje in zelo neprijetno sem se počutil. Če ne boš nehal pritiskati, da gremo v šolo, boš pa to. Ali ti bomo pa tam to, pa te bomo tam počakali, pa tako. In pol pa se tega kar malo nažreš. In se ustrašiš in si misliš, zakaj bi jaz svoje življenje žrtvoval tako, kar tako napladno nekomu. Ker malo me spominja v bistvu ta vernost na to, kar vidimo v mafijskih filmih. A ne? Če, ne vem, gledaš kakšen mafijski film o, ne vem, kolumbijskem kriminalu, ke so bile droge, pa orožje, pa umori in tako naprej, ali pa v italijanski mafiji, a ne, je tam vedno so te katoliške podobce, so katoliški križi, slike, a ne, ne vem, te mame, a ne, tudi ko zvejo, da je njihov sin, a ne, ne samo kriminalec, ampak tako voditelj ene resnega organiziranega kriminala, ne, še vedno naredi križec temu odraslemu sinu, a ne, ga z blagoslovljeno vodo poškropi in tako naprej. Zdaj, ne, koliko je to tudi mogoče kdaj Hollywood želi predstaviti in tudi mogoče katoliško vero tako malo umazati, ampak tako malo, celo to je ena stvar, ki mi vzporednice dela, druga stvar je pa, da verjetno, ne vem, če imaš tudi ti to tako izkušnjo, ampak da dostikrat revnejše prebivalstvo hitreje zagrabi vero, a ne. Kakor bolj, ko postanemo materialno močni, neodvisni, se nam zdi, da Boga ne rabimo več. A ti tudi podobno vidiš? Pri Romih je treba vedeti, da so oni tudi že po naravi malo vraževerni. Zelo so vraževerni, zelo se bojijo smrti, pokojnika, da bi se duše vračale nazaj. Imajo, bi rekel, na to prvobitno vernost, tako zelo, niti ne vem, kako bi to imenoval, zelo so vraževerni torej. In na to potem oni nanašajo, kolikor vejo zdaj od naše vere. Ne vejo veliko, tudi po naši krivdi. Je malo zmešano to. In malo je pomešano. Za njih nekako je, to sem pa ugotovil, da je logično, da devel je, devel, Bog, ne, da Bog je, zdaj pač kakor je, pa oni ne vejo točno, ne. Devil rečejo Bogu. Devel. Devil. Ok. Kako pa reče hudiču? Benk. Ok. Kaj pa angel? Mislim, da angelo, ker vsaj v naši, ker dosti besed je že pozabljenih. Angelo. Ok. Ko si omenil to, se pravi, da je ta romska kultura vseeno malo bolj vesela, sproščena, kavice, ples.
kakor si ti pač videl svojega očeta, a ne pa svoje sorodnike, ali pa tudi te druge Rome, kaj se ti zdi, da še vse spada pod to romsko kulturo? V čem je tudi lepa pa bogata? Bom govoril o romski kulturi, kakršnem sem jo jaz spoznal v mladosti potem, ko sem začel spoznavati. Ker zdaj se mi zdi, da se svet tako hitro spreminja, da se bodo tudi oni izgubili. Ker že jezik izginja počasi, ker je veliko besed slovenskih notri. Kar je bilo meni zelo všeč, povezanost, veselje, petje, glasba, taka domačna bližina, ker ogenj vedno pritegne več ljudi, nisi obognil skoraj nikoli sam. To. Potem pripovedovanje zgodb, neverjetni so v pripovedovanju zgodb, takih ali pravličnih, ali pa polresničnih, ali pa kaj se jim je zgodilo. To je res verjetno tistim prvobitnim civilizacijam kar skupno. Ogenj pa pripovedovanje, ne? Iz ust v ust gre ta. Tudi pripovedovanje vicev, verjetno. Vicev ne. Ne? Bolj zgodbe. Zgodbe. Okay. Vici so bolj, ne vem. Jaz nisem očeta nikdar slišal, da bi v življenju vic povedal. Aha, ok. Meni se zdijo vici, ne bi rad za koga žalil, to je ena taka prostaška zabava, ne vem. Aha, ok. Ker vedno je na račun nekoga. Ja. Nikdar v življenju nisem v družbi rabovica, da bi se nasmejal ali pa da bi... Moraš govoriti lepe stvari, vesele, tako. V življenju je toliko lepih stvari, no to mi je bilo všeč. Iz svojega življenja so govorili. Niso rabili, evo, vicu. Evo, zdaj sem jaz spomnil vice, sem že pozabil, da vici obstajajo. Ali pa nekaj kaj je bilo v filmih, ali pa kaj je... Ma kakšni filmih, kje so pa bili televizije, ne? Iz življenja. Pa kdo je umrl, pa kaj je bilo v njegovem življenju pomembno, pa kam je kojne prodal, kaj se je s kojnim zgodilo, to je bilo pomembno, ne? Kojn, sveta žival, ne? Potem take osnovne stvari, od preteklosti sorodnikov, ne vem, kam se spomin seže, kaj je dedek, takrat rekel. Pa tako. To mi je bilo zelo lepo, ker se mi zdi, da to gradi skupnost, ta skupni spomin. Ja. To je zelo lepo. To mi je bilo dragoceno. Potem oblačila, pisana, barvita, mogoče za koga neokusna ali pa tako, ampak dotav, krila, pisana. In to, ko smo plesali, to se je potem se vrtelo po plesišču, je bilo polno tistih kril tako lepih. Da to imam zelo lepe spomine. Bolj te stvari, no, to se me dotaknilo. Okay. To mi je bilo dragoceno. Zdaj, v zadnjem času so bile dosti omenjene tudi te starešine, a ne? In tukaj se tudi govori, da te starešine v teh romskih naseljih izgubljajo avtoriteto. Tudi podobno, kot si rekel, da se tudi kultura verjetno tudi iz teh naselij izginja. Kako ti na to gledaš? A je to res? Seveda je res. Ker skupnost, recimo romska skupnost, ki je štela morda 50, 100 ljudi, 30, ki se je selila ali pa nekje v gozdu živela, je rabila nekega vodjo, normalno. In to je bil ta nek dozorel moški, po modrosti, po neki spoštovali so ga, njegova beseda je bila zakon. Okay. Čas je bila to tudi po rani daj, se reče, tudi ženska bila lahko v kakšnem naselju. Po kakšnem ključu si pa postal? Ja, po kar si pokazal v življenju. Mislim, so te ljudje to nekako spontano izbrali. Spontano ti s svojim življenjem, da si dobro skrbel za konja, recimo. A to ni bil uraden naziv? Ne, to ljudje se k temu človeku bolj obračali. Obračali in bolj ga enostavno postavili na ta položaj, ne? Ga je življenje samo prineslo gor. Ti si mogel nekaj pokazati. In to je tudi ena lepa stvar, da nisi ti kar po nekem tako, bomo vodil, ja, po volitvah, pa nima pojma o ničemer, da bom kar vodil nekaj. Je mogel ta porano dati nekaj pokazati, da je bil vsaj zažival dobro, da družino, da je nekaj naredil. In potem je bil en zgled, veliko svetilnik in vodja. Zdaj pa v današnjem času normalno tega ni. In so tudi starejši veliko zapostavljeni, ker mladina ima zdaj svojo vodjo. Telefon, internet, neumnosti in tako naprej. To je danes vodja vsega sveta pravzaprav. In je prišla tudi med Rome. In je potem tudi tle, rekel, kriminal verjetno bolj zanimiv, zato ker so tudi, ne vem, jaz vidim, ka mladina, tudi romska, ne, gleda YouTube, gleda te videospote, a ne, kjer
se v bistvu časti kriminalne, časti se hiter denar, a ne, veliko punc, a ne, golota. Ja. Ne. In v bistvu ta hiter zaslužek, in verjetno tudi zaradi tega ta kriminal hitro vstopil med Ja, njih. a ne. zelo hitro. In, In na način, ki ni prišel iz vasi, preko telefona, in seveda mladina se povezuje med seboj, ima svojo strukturo in oni delajo pač, kar se njim zdi prav. Se In pravi, problem je, ko jim nihče ne reče ne, zunaj tega naselja. Ne? noben znotraj nimajo moči. Znotraj nimajo moči, ta starejši, se tudi sam veš, ko boš enkrat, ko boš imel najstnike, boš vedel, kako boš zgubil počasi avtoriteto. Tako je v vsaki družini in tako je tudi znotraj romskega tabora. Meni osebno se zdi problem, da nihče iz državne strani ne reče ne. Zdaj sem celo slišal, da so v tem zakonu, ki je te dni začel veljati, celo dekriminalizirali, če Romi nekaj ukradejo. Torej so dali še eno potuho, da imamo še bolj to zdaj delati. Ne? To je velika neumnost. Okay. In je to tudi recimo med Romi, ki so zaposleni, a je ena taka jeza na te Rome, ki niso zaposleni, ki so kriminalci? Na državo. Na državo je jeza? Zato, ker država to dovoljuje. Aha, okay. Ker če Rom, ki dela, to sem videl na zavodu za poslovanje, dobi 300 evrov, 400 za pobiranje smeti, takrat, ne, zdaj je verjetno več. Ja. Rom, ki je bil pa doma, je dobil pa 500. In so mi rekli ti Romi, ki so delali, gospod, pa zakaj ste tako kruti? Jaz moram tle po zimi te smeti pobirati, smrad vohat za par 100 evrov, nekdaj pa doma je pa bolj plačan. Pa je na kavicah. Kavica, ples, pa še drugo delo, železo ali pa to, pa si naberejo še pa še denarja, ne? Se večina jih je pridnih za. Sistem je totalno zgrešen, ki nagrajuje lene in kaznuje, se to imamo tudi v civilni sferi. Seveda. Ampak tako, a ne, ker tle, jaz sem pač kot Novomeščan, a ne, meni je bilo vedno težko, če kakšna ljubljanska srajca rekla, vi ste pa nestrpni, zato ker vem, koliko, recimo, ko sem jaz odraščal, koliko je bilo to eno lepo sožitje z Romi in koliko smo, a ne, ne samo, da smo bili strpni, smo bili celo ljubeči, ali pa tako so bili tudi neka prijateljstva med Romi in Slovenci, ne. In potem pa recimo, ne vem, ko pa se začne kriminal, ko se začne ustrahovanje, ko se začne neka nepravičnost, a ne, ker tako, kot si rekel, v zadnjem času je manj revščine med Romi, ne? Nekateri so celo zelo bogati. Ne? Tukaj pa je ena jeza, ne, strani Slovencev, pač Dolencev, recimo, teh jaz največ poznam. In potem me je zanimala, ne, kako pa eni zaposleni Romi čutijo, a ne, in ti si rekel, ja, čutijo jezo na državo. Ne, ampak verjetno tudi en sram na te ljudi, ki se tudi imenujejo Romi. Ja, zdaj, če je nekdo v vasi dela kriminal, pa neumnosti, se ne more biti ponosen na njega. To pa vsak ve. Vidim pa, da če nekemu Romu rata mimo države, oziroma mimo redne službe obogateti, niso proti, se jaz ne vem. Razumeš, kaj ti hočem reči? Ne? Ja, se pravi, rečejo, znajdu se je. Znajdu se je, tako bi vsak drug rekel, ne? Normalno. Okay. Torej, če država tebi dovoljuje, jaz otroci v preveruku se doskrat o tem pogovarjamo, torej, če bi ravnateljica rekla, lahko ostanete celo leto doma, pa boste imeli na koncu leta 5. Ali pa pridite skozi šolo, pa boste imeli na koncu leta 3, kaj boste izbrali vi otroci? Ja, pa ni noben neumen, da bo rekel, jaz grem pa v šolo, da bom imel 3. Jaz bom doma, pa bom imel 5. Ja. Odtle se mi zdaj nahajamo. Ok. Omenil si malo najstništvo. Ja. Kakšen si bil ti kot najstnik? Divji, zelo divji. Kaj si takrat razmišljal? Tako kot vsak drug najstnik, ne? Kaj sem razmišljal? Kaj pa najstnik razmišlja? Pravzaprav živiš iz dneva v dan. In ti je lepo in uživaš svoje življenje. Hvala Bogu smo tudi z družino šli veliko na morje. To, potem ples mi je bil zelo, zelo pomemben in sem potem še malo ustrajal v plesu. Zelo rad sem pel, kakšni pevski zbori. Kaj še? Eno tako zelo lepo, polno življenje, no, kaj če ti reči. Rekel si, da si na neki točki odkril vero. Kako je to izgledalo?
Ne bi vedel točno. Mi smo bili doma verni tako, Božič, Velika noč. Aha. Redko se je pri nas kdaj molilo, jaz ne spomnim, da bi kdaj v otroštvu se pri nas molilo. Tudi v nedeljo niste hodili? Ne. Aha. Jaz ker smo mogli otroci večkrat do birme te silijo, nekako ne starši, pa Okej. tako naprej. Ampak do Birme še nisi imel osebne vere, ali že? Bi rekel, da ne. Aha. Ne, mi je pa to imelo en smisel vse skupaj. Pa mi ni bilo blazen odporit k manjši ali pa ne vem, da bi se nekaj prav boril proti temu. Imamo pa v vasi eno majhno kapelico in pod njo je izvir vode, Marija Snežna, in jaz sem tam zelo rad hodil prepevat Mariji. Prav sam? Sam. Jaz sem tam preživel kot tudi cel dopoldan. A res? Pri tisti kapelci, prepeval, se z njo pogovarjal, neke rožice zlagal in meni je tam dopoldan menil zelo lepo. In si čutil en mir? Mir, veselje. Sploh ne znam povedati, kaj sem čutil, kot da se dejansko z mano nekdo pogovarja. Ali pa da se dogajajo ene večje stvari, ki se pa doma ne, ali pa na vasi ne, ko smo se igrali, ali pa ne. Tam je bilo nekaj več. Okay. To sem pa že znal kot otrok razbrati, da je pa tam nekaj več. Okay. Da mi je bilo zelo, zelo prijetno. Okay. To. Kako je pa potem vera rasla, ne vem. Ena želja se je v meni po duhovnosti zbudila, ker dejansko to, kar mi je v svetu mladosti ponudil, se mi je zdelo veliko premalo. Ampak kaj si zavestno to razmišljal? Ja. In čutil. Jaz sem rekel, to ne mora biti vse. Vse ne mora biti samo to, da jaz hodim tistih 8 ur v službo, dobiš tisto dobro plačo in jo pa sklaftraš za neumnosti. Pa da mora biti nekaj več od teh, kot sem videl družine, ki se nekaj borijo, pa mučijo, pa da mora biti nekdo, ki bo tudi enkrat tem ljudem pomagal. No? Ali pa da, ne vem, da ima življenje en večji smisel. Ker se mi je opiralo to, kar sem videl pri svojih vrstnikih, jaz to ne bi želel postati nikoli. Kaj pa, kar si videl pri starših? Starši pa versko niso bili močni. So pa živeli svoje pošteno delovno življenje, služba, potem tista njiva doma, nekaj živali, spat, jutri ponovi. In tudi od tega si želel nekaj več? Ne vem. To ne moram reči. Niti nikdar nisem razmišljal o tem. Ker se mi je zdelo, da smo zelo dobra družina, bi rekel, bolj v tem materialnem smislu preskrbljeni. Nisem slišal staršev, da bi se kregali, da bi bilo nekaj rom-pom-pom stalno pri hiši, pa da bi bilo neko pretepanje, pa alkohol, tega ni bilo. Zelo lepo življenje, sta bila složna, veliko sta delala, obnavljala hišo, gradili smo. V tem oziru se mi je zdelo, da smo veliko boljši, kot kar sem videl pri sosedih, ali pa tako, ki je alkohol. Tudi ona dva sta plesala? Oče posebno rad. Se očitno po njemu, on je orom, ne. On je bil zelo dober plesalec, ko je šel na plesišče, to je šlo vse drugo dol. To je bilo... So ga gledali prav? Ja, je imel posebne koreografije, ne vem, kaj bi rekel. Gibe? Gibe, ja. Ok. Ja. In kdaj pa je prišla ena osebna, mislim, se že to, da si se z Marijo tako pogovarjal, že to je ena taka osebna? Jaz mislim, da je zelo počasi raslo to v meni. Ker potem se prav spomnim enega notranjega glasu, moli rožni venec. Res? Ena taka notranja močna želja, pa sem jaz spraševal po vasi pa doma, kaj je to rožni venec, ker ne vem, to so neke rože spletene, venc, rože, noben ni točno vedel, kaj je to rožni venec. Pa sem pa le ugotovil, kaj je rožni venec in sem se ga naučil moliti. In sem spet čutil eno veliko veselje, pa da bi prišel eno stopničko naprej, če bi zdaj to tako razlagal. In zdaj ga vsak dan moliš? Seveda, večkrat na dan. Potem je prišla ena velika želja, tako, dej se ti začni postiti. Kaj je zdaj spet to post? Kdo mi bo to razložil, kaj je to post? Tam bereš to? Aha, sem ugotovil, kaj je post. Sem se tudi tega lotil. Bolj bi rekel, da ne bi to čudno izpadlo, da so bili drugi posegi ne iz okolice, ali pa moji lastni. Da so me približali. Neko povabilo od zgoraj se mi je zdelo, to sem vedno, ko sem gledal nazaj, od doma ni prišlo, prej nasprotovanja, iz vasi ni prišlo, v župnijo nisem bil pet in ker sem nekako iznotraj je prišlo ta želja, da na teh področjih nekaj naredim. Ker ti v bistvu, če te jaz prav razumem, si ti prej dobil željo, ta nek notranji klic, preden si sploh logično vedel, kaj to je.
Ker to je zelo zanimivo, ker ponovadi je obratno. Ja. Tudi verjetno ti imaš, ko oznanjaš župljanom, je pot večkrat obratna. Ja. Jim najprej razložiš, jih spodbujaš, in potem enkrat pa pride do tega, mogoče pa to fajn. Ja. Ampak če pa ni nobenega, ki bi se mu spodbujal, pa se mi zdi, da gospod ubere druge načine. Se on ni omejen. Okay. Tak, meni je bilo to zanimivo, odkot so te želje prehajale, pa da so me nekako gradile. Se pravi, enkrat je prišel en oseben odnos z Bogom. Mislim, da je v teh letih se razvijal. Ja. Ampak takrat kot otrok se ne veš. Ja. Mladenič pa tako se ne veš. In kdaj pa je ta prehod iz, jaz imam en odnos z Bogom, potem pa Bog pa mogoče želi, da jaz postanem duhovnik. Torej, še enkrat se bom vrnil na tisto knjigo Janeza Marija Vianeja. Ko sem jaz bral o tem človeku, ki ga nisem prej nikdar poznal. Koliko je bil nekaj približno star? Konec osnovne šole tudi, ko smo dobili pri Šmarnicah to knjigo. Jaz sem jo dobil. Ena neverjetna želja se je v meni zbudila, kot en ogenj sem začutil, da bi tudi jaz tako živel. Sem se vedel, da to ne bo nikdar možno, ker se pa predobro poznam, imam rad malo drugačno. Hrano in ples. Hrano, ples, vse, kar je Janez Marija tako striktno živel, jaz nisem živel nič od tega. Če se pa zdaj ozrem tako v otroštvo nazaj, je bila pa vedno ena taka rdeča nit nad mano, ti boš duhovnik. Pa tega jaz nisem nikdar razumel takrat. Ko pa sem razumel kot najstnik, sem se pa zelo boril proti tej misli. In sem sam sebi rekel, če pa kaj v življenju ne bom, pa ne bom duhovnik. Kaj pa te tako? Vse me je odvračalo. Vse. Ne moreš imeti družine, ne moreš imeti kariere, ne moreš imeti, bi rekel, enega normalnega standarda življenja, ker vsi pričakujejo, da boš blazno skromen, pa glihke ne v baraki živimo duhovniki. V očeh ljudi mora biti duhovnik blazno skromen. Nič jest, nič. In mene to blazno motilo, jaz sem si pa želel jesti, jaz sem si želel lepo živeti, jaz sem želel imeti lepo hišo, želel sem imeti vse to, kar nekje običajni ljudje imajo. In sem se zelo dolgo boril proti tej misli. In jaz sem že po gimnaziji vedel, da me kliče v duhovništvo. Doma so bili zelo proti, sem povedal. So bili zelo, zelo proti, tako da sem izbral. Kako so pa to izrazili? Z besedami, ne? Tako prav rekel. Ne boš šel za župnika. Ne boš šel. Ne boš šel in konc, da nekaj s tem narediti. Kdaj si jim pa povedal? Nekje, ne vem, sredi gimnazije ali pa kasneje, takrat, ko bo treba študij upisovati, ne? Na katero gimnazijo si pa hodil? Splošno gimnazijo v Črnomelj, ne? In sem že jaz nekako v sebi čutil, da je verjetno to. Seveda ni bilo nobene naklonjenosti. Poleg tega, da sem se sam sabo boril, po eni strani ne bi bil, a čutiš, da te nekam vleče. Ja. Potem sem študiral sociologijo, filozofijo, ker je bilo vsaj malo sorodno, sem rekel, da če bom že kaj kdaj. Potem sem pa že, ko sem bil v službi, izbral pogum, pa rekel, jaz imam svoje življenje in sem šel. Zdaj, midva se že dolgo nisva videla, ne? Ja. Se pa v času študijskih let nekaj vseeno družila. In kolikor jaz tebe poznam, si ti mogel zelo trpeti na filozofiji in sociologiji. Ker če pa kaj vem, pa vem, da tebe zelo utrujajo pogovori, ki nimajo nekega smisla. Sej ne rečem, da je filozofija pa sociologija sam nesmisel, ampak si pa predstavljam, da si velikrat mogel kaj študirati, kar te ni zanimalo. Ja, to je tudi na teologiji pride kaj takega. Ampak tam prva leta je bilo čudovito, ker greš v zgodovino, ne, razvoja misli, preko človeškega obstoja, med Grke, med to, tam, kjer so se naše civilizacije začele. In to me je blazno navduševalo. Proti koncu študija smo prišli pa že do modernejših filozofij, do teh socioloških razlag današnjih. Tam sem pa jasno videl, to pa ne bo šlo. To je pa tako skregano z logiko, to je pa takšno neumnosti so plaftrali te ljudje, ko so nas učili. In to zdaj vidimo, to nikamor ne pelje. Tudi dosti je bilo politično, verjetno. Ne vem, takrat jaz nisem nikdar političen človek, nikdar se nisem nikamor opredeljeval, me pravzaprav niti ne zanima, sploh ne. Tako da nisem gledal čez te oči,
bolj kot novodobne neumnosti. To, kar danes imenujemo volk. Ne? Volk ideologija. Takrat sem jaz že začutil na filozofski fakulteti, da že poskušajo določeni profesori to pripeljati k nam. In sem rekel, to pa ne bo šlo. To pa ni niti z naravo skladno, niti z Bogom, niti z ničemer, kar sem jaz veroval. A pa si bil glasen nasprotnik tega, Ne. ali si pač naredil oceno in to je to? Jaz sem naredil izpite, to je pa to, sploh me ni zanimalo tako. Jaz sem zase vedel, da to za me ne bo uporabno v življenju. In da ne verjamem temu, kar govorijo. Vse tudi oni niso verjeli, ampak verjetno so mogli govoriti to. Ker to, ne vem, resen človek ne bi mogel govoriti to. Če pa verjame, je pa žalostno. No. Ja, sam tako, kakor sem jaz v stiku z akademskim svetom, ko grem še včasih kaj pogledat, je danes še par korakov dlje. Gotovo, ja. Ampak jaz sem se od tega oddaljil. Imam kdaj stik z njimi, ko pridejo na pogovor, ali pa ljubljanski zdravniki, znani pa taki, pa drugačni. Enkrat ti pa malo prevre, bolj rabiš nekoga, da malo poveš, saj si terapeut, saj veš, kaj ti ljudje vse povejo. In pridejo in si tam olajšajo dušo, pa zdaj moram pa spet v ta levnjak nazaj. Ne? Ker moraš v Ljubljani pa glumiti, da ti to vse verjameš, da ti si super za to, zasebno pa ti nisi to, ker veš, da to ni to. Saj večina ljudi je normalnih, ampak moramo se včasih obnašati nenormalno, samo da preživimo. Tebi določeni ljudje povejo, da... Ne verjamem to, ne strinjam se to, kar je bilo bedastočete, ampak da obdržim službo, da obdržim nek status v Ljubljani, ne vem, kje moram jaz to vsaj nekje zagovarjati. To je pa tako grozno življenje. Ne? Neznosno. Ja. In zato je v teh krogih toliko alkohola in še kaj drugega. A jih dajo pogumaš, da bi pa vseeno začeli govoriti tisto, kar pa je... Kakšni to želijo, kakšni pa pač ne, so še malo dlje od penzije. Penzija je pomemben prelomnik v življenju človeka. Ja. Na podcast povabil duhovnika, pa si takoj začel z zaposlitvijo, s penzijo, tako, Takšno vprašanje? da imaš občutek, da so tudi te stvari za ljudi pomembne. Ok. A tako ste se kdaj pogovarjali doma, zakaj so bili starši proti, da postaneš duhovnik? Predvsem zelo, zelo proti je bila mama, oče ne toliko. Ima zelo svoj pogled na svet in vero in cerkev. Ni bila proti temu, da bi jaz bil povezan z Bogom. Bolj so jo motile te človeške zadeve. No. Ok. Ona je bila prepričana, pa tudi morda jaz, da ko greš ti do duhovnika, da zgubiš stik s svojo družino. Jaz sem si, morda res smo bili pod vplivom kakšnih samostanov, si mislil, če reš za duhovnika, je to. In se več domov ne vrneš. In je takšno mišljenje smo na vas imeli, ne? Ker tudi noben ni bil v dolgih stoletjih, noben duhovnik iz tistega konca, ne? In predvsem je to motilo in je rekla mi zelo jasno, ne, če sem se res pripravljen zaradi cerkve odpovedati tudi družini, njim, četo, mami, bratu, sestri, tem, sem rekel, ne, jaz to ne bi, nisem pa točno vedel, kaj odgovoriti, ker nisem vedel, kakšno bo moje življenje. Zdaj pa vidita oba starša, da imata največ od mene. V smislu časa in tako naprej, gremo lahko skupaj z njimi na dopust, brat ne mora, ima družino. Sestra ima družino, ima svoje stvari. Jaz grem lahko z njim domov na kavico, skočim, pridejo oni meni, so pri meni, lahko par dni, lahko en dan. Zdaj smo šele dojeli, kako je duhovnik pravzaprav svoboden. A v času bogoslovja to se še niso sprostili? Ne, takrat je bilo zelo hudo. Smo sploh težko komunikacijo našli, predvsem z mamo. Jo je to tako zelo prizadelo ali pa, ne vem, spremenilo njene želje, kaj bo z njenim sinom, da ni bilo neke resne komunikacije. Šele konec semenišča, čisto zadnji letnik, je prišlo do tega, da me je že obiskala v semenišču ali pa da se je začela bolj resno z menoj pogovarjati. Ko si pa vstopil v semenišče, a je bil kakšen šok v smislu, da so bile kakšne stvari, da si ti nisi predstavljal, da bodo takšne, da bo takšen vsakdanjik, da bodo takšni odnosi? Prvi šok je bilo zelo skromno stanovanje, če začnem tle. Jaz sem prišel iz zelo, bi rekel, udobnega doma, zelo udobnega, celo malo razkošnega doma, v sobo, kjer je bila tista železna pojsla, lesena omara,
ne vem iz katere vojne, ena mizica, ki so ji rekli pisalna mizica, en stol. Okay. Če gledam to, sem rekel, kam sem prišel v zapor, kaj je to, kaj je zdaj to? Kje so sobe, kje bomo mi spali? To je to. Rekel, to je to. Jaz nisem mogel govoriti. Jaz sem mogel za 1000% spustiti svoj nivo, bi rekel, prejšnjega življenja. To mi je bil prvi šok. A so to ostali bogoslovci, ki je tako gledali, kaj se zdaj ti izmišljuješ? Se ne vem, če sem to tu povedati. Aha, si znal bolj... Sam pri sebi, pa pol bazuješ, pa tudi komu rečeš, to bi imel. Te je pa hitro zanimalo, kako pri frančiškani živijo. Ja, tam sem pa... Torej, to je bil prvi šok. Red mi ni bil problem, ker sem bil že 3 leta v službi, treba bilo zjutraj vstajati in to mi je bilo v redu. Imam rad, da so stvari tako urejene. Študij mi ni bil zahteven. Veliko smo se pogovarjali, lepo je bilo. Kar me je še mogoče presenetilo, pa ugotoviš po 1 letu, 2, da pravzaprav notri greš zelo veliko idealizma, ne? To bomo zdaj duhovniki, to bo ne vem kaj. Pol ima pa verjetno vodstvo naloge, da te na realna tla postavi, da boš ti ostal samo mitja. Kot človek boš ti samo mitja, tvoje slabosti, vse to, kar ti si bo... S tem boš duhovnik. S tem boš ti duhovnik, ne? Ne boš tam gor štartal, ampak tle boš in boš počasi gazil tako svoje življenje. To je kar eno tako sesutje, ker res imaš ideale, kaj boš ti zdaj tam kot nek duhovnik, pa to. Pa se mi zdi, da je dobro. No? Ali so kakšne tako slabosti, ali kako ne rečem, pri tebi, ki si jih težko sprejel? Moje osebne? V tem kontekstu, kar si zdaj povedal. Ja. Je zelo. Mislim, jaz že to, ta svoj napuh, ali pa svoj luksus, ali pa jaz sem se zelo boril s sabo, če je to sploh zame. In potem, ko smo še med vikend praksami hodili po župniščih, to vidiš bedo. Ker jaz sem dejansko mislil, da vsi ljudje tako živijo, kot mi doma živimo. In jaz sem bil res prepričan, da je to tako. Pa obiskuješ tiste starejše duhovnike, pa gledaš, kaj je to? O tem bom jaz nekoč živel. Torej, tle sem mogel veliko narediti, da bom nekoč živel v nekem župnišču, ki bo zelo skromno. Zelo, zelo skromno, ali pa tako. To. Tle sem se največ boril. Potem ples, ne? Kako bo zdaj s plesom? Meni je ples zares veliko pomenil. Ne? In vidiš, da ne bo šlo več to tako naprej, kot je šlo. In hvala Bogu mi je Točkov znal zelo pametno svetovati, sva se pogovorila in to sem potem predelal. Andrej Glavan, ja. Ki je bil zelo tako ljubeč, razumevajoč, veliko pogovorov imel z nami, nas je zelo lepo usmerjal, podučeval. To mi je pomagalo. Kaj še? Torej, tle sem 2 največja šoka doživel. Standard, ki bo mogel zelo doliti, pa kaj bo s plesom mojim. Osebne lastnosti, karakterne, to se bom pa verjetno celo življenje boril z njimi. Okay. A imaš kakšen zanimiv pripetljaj iz teh let semeniških? Veliko lepega je bilo. Kar mi je bilo pa najlepše, so bili prazniki, vedno tako zelo lepo pripravljeni notri. To govoriš o stolnici? Pa... Ne, v semenišču. V semenišču prav? Aha. Smo imeli zelo bogate praznike, tako lepa liturgija, z veliko petja, potem tiste asistence slovesne, tudi oblačila so dali ven bolj slovesna, tako, tudi pri mizi se je poznalo bolj bogato, lepo. Ampak zelo lepe spomine. Potem v semenišču je, če ga kdo pozna, je tisti atrij noter. In tam so včasih bogoslovci zvečer peli. Tisto mi je bilo lepo, veliko en spomin na stare čase. So se tam par fantov zbrali, pa so zapeli par slovenskih pesmi. Ja, še posebej, kaj je še bil škof Uran. On je rad pel z nami. In to je bajta ta zelo akustična, to je odmevalo. On te je med petjem te s pogledom povabil, da prideš zraven. Res. To imam zelo lepe spomine. Vse tistih 6 let zelo hitro mine. Jaz sem bil prepričan, jaz sem bil star 26, ko sem šel noter. Ko jaz bom dedek ven prišel, to ne bo nič. Pa je tako minilo. Veliko lepih izletov, veliko dobrih gostov so povabili, da so nam kaj podelili. Kaj pa dekleta? Kako si to sprejel, da
Da ne boš nikoli imel dekleta, da... Ne, da ga ne bom imel, jaz sem star 26 šel v semenišče. Ne? Ja, Jaz sem probal, kaj ta svet ponuja ok. in meni to ni bilo zelo Zadal pas. bistveno ali pa dovolj. Ja. Probal sem stvari kakšne in jih ne pogrešam. In tako... Želim pa si, najhujše mi je ob praznikih, ko bi si pa želel, da imam družino. Ker resnično kot duhovnik daš vse od sebe, recimo za Božič, Veliko noč in potem gredo vsi nekam svojim družinam, ti greš pa samo v župnišče. To me je na začetku zelo lomilo tako. Hvala Bogu so moji starši to razumeli, pa so dostikrat prišli k meni za praznike, 3 dni, 4, tako, prej in potem, da smo to prebrodili. To mi je bilo pa mučno, bolj želja imeti družino ali pa vsaj za te dneve, no, tako. In potem, a je, recimo, kdaj si se najbolj matral s to odločitvijo, bom pa res postal duhovnik, a pred vstopom v semenišče ali pred diakonskim posvečenjem? Pred vstopom. To je trajalo kakšno leto, 2. Jaz tako v šali rečem, da dostikrat sem šel spat v nebesih, zbudil sem se pa v peklu, ker zvečer po službi, po vsem tem, kar sem imel v tistem dnevu za opraviti, sem Gospodu v molitvi zvečer rekel, pomisli, jutri pa je ta dan, ko se bom odločil. In sem vedno tako srečen zaspal. Ampak pa je prišel naslednji dan in bilo treba iti v službo in kdo bo z staršem povedal, kako bom to in se je trajalo leto, 2 do nekega pač usodnega dneva pri frizerju v službi. Med pauzo sem šel v frizerju in sem bil tisti dan črno oblečen in mi je dala tisto okrog vratu, veš, da lasje ne pade, tisti strah bil. In jaz to gledam, kot je to, Mitja, ali zdaj ali nikoli več. In potem ona je naredila svoje, kar je imela za narediti in sem prosil, če mi da en tisti trakec. In ko sem se vrnil v službo, sem šel na WC, sem si dal tisto not pod črno srajco in grem do sodelavcev, sodelavk in se smejejo, kaj pa to, sem kot je to. Danes naprej dajem odpoved, jaz grem za duhovnika. In sem mogel napisati pač tisto izjavo. In oni so prvi so oni izvedeli? Prvi so oni izvedeli, ja. Tisti večer sem pa doma povedal. In to je bilo zate resno? To je zdaj to? To je to. Pa ne zaradi tega trakca, ampak tistega, kar je v meni gorelo. In sem prosil Gospoda, lej, imam dobro plačo, dam ti kolikor hočeš in za reveže in za cerkev, samo pusti me, ne bi. Ampak to je tako močno nagorelo, da jaz sem imel občutek, ali grem probat, ali bom pa zblaznil. To je bilo tako močno v meni noter. Ok. In potem, kaj je bilo posvečenje, je bila zelo lepa nova maša, jaz sem bil navzočno tako. Cela vas se je veselila, da koliko si rekel, koliko 100 let ali koliko ni bilo duhovnika tam? Več 100 let ni bilo duhovnika tam, ja. Nazadnje je bil en Kočevar čisto nazaj v zgodovini. Ok. In kako je pa pol življenje izgledalo? Najprej si na medenih tednih, Ja, ko novomašnika vsi tako nosijo. ja, celo leto. Presunilo me je to, kar si rekel, da se je vas povezala tudi ljudje, ki niso verni ali pa so drugače verni, muslimani recimo, so se sodelovali, kot da gre za njihovega otroka. So se veselili z domačini. In je pol Bele krajine stopilo skupaj in so resnično se veselili te nove maše, tudi jaz. In praznovanje je bilo mogočno, lepo, tudi potem že po sveti maši. Potem sem bil pa poslan za kaplana v Šentjernej, 3 čudovita leta. Seveda najprej trema, kaj boš to, kako boš pridigal, kako bo v spovednici, to sem se najbolj bal. Ko bom jaz usedel na duhovnikovo mesto in ko bom prvič enkrat odprl vratca, ko bo nekdo začel, kaj bom doživljal, kaj bo zdaj, kaj bo ljudje povedali, kaj ljudje sploh pri spovedi povejo tako. To mi je bilo strašno strah. Potem sem se zelo bal, kako bom šel do umirajočih. To sem se zelo bal, umirajočih ljudi. In že prvi teden ali drugi je bil tak primer. V smislu, kaj boš povedal? Oziroma, kako se bom soočil s smrtjo. Malo sem že povedal, malo imamo zelo poseben odnos do smrti, Romi. Ja. Zelo se bojimo smrti, mrličev in tako naprej. Tam pa moraš iti nekomu, ki umira, ne? A zato, ker se o tem ne govori, ali zakaj? Ne vem. Ne vem, zakaj je smrt takšen tabu. Tega sem se zelo bal. Ampak je Gospod poskrbel že prvih par dni, da župnika ni bilo doma in so klicali, treba iti.
In sem se zelo, zelo boril sam s sabo, kako bom prišel do tiste hiše. Ampak kaj, če bi lahko mačkam tako povedal, kaj ta strah je, kaj ta neprijetnost bila? Truplo, Truplo. truplo videti. Aha, prav videti. Ne to, da boš ti tam najdel eno razlago za to, da boš nekaj povedal, da boš Ti nimaš kaj povedati, ker ljudje, ki kadar kličejo duhovnika, Ja. nekomu je že zelo, zelo Ponavadi proti koncu. Ja, ja. To so ljudje, ki že dejansko umirajo. Ja, jaz sem bolj razmišljal v tem smislu, a ne, zdaj ti si duhovnik, a ne, prvo kot prvo je, da oznanjaš Boga, ki je vsemogočen, ki je dober, ne. Zdaj se je pa nekomu zgodila krivica, ne, sprav, nekdo je umrl. Ne, nikoli nisem to gledal. Aha. Nobena krivica, samo odpor do trupla, izjemen odpor in strah. Ker v takih, ko sem ti prej To je povedal, malo vraževerje tudi pol. predvsem tiste zgodbe, ki sem ti jih povedal, ki smo jih mi pri ognju poslušali, ali pa Ja. tako zvečer, ko so kartali, je bilo zelo veliko tega. Kadej, O pokojnikih, pa to, pa se je nekaj premaknilo, pa je bilo nekaj to, pa je nekdo to, pa to so bile zelo take grozljive domače vaške zgodbe, ne. Ne samo med Romi, tudi slišim, da je pri civilih, pa ko so bedeli pri kakšnem pokojniku, pa kako je kdo kar ustal. In jaz sem se vedno kot otrok bal tega, zelo sem se bal. In potem je bilo potrebno nekaj takih srečanj z umirajočimi, zdaj pa pač je to izvenelo. Ja. Torej en privzgojen strah, verjetno. To je tako, se mi zdi prav z vraževerjem povezano, ker tudi jaz, ko sem nekaj tudi delam z Romi in se spomnim, da je enkrat ena najstnica dobila nek mail, da če ne bo poslala ta mail 15 ljudem, se bo, ne, ob 3 zjutraj bo nekdo potrkal na vrata, ne. In je bila čist panična, a ne, če bo ona zdaj to prav poslala, da se ne bo kaj slabega zgodilo, in je ni bilo možen pomiriti. In bolj, ko sem jaz razlagal, da so to neumnosti, da a ne, nekdo se je strah, ali pa mogoče celo nek računalniški virus, ali pa da so pač to neke neumnosti, ni mogla se pomiriti. Prav to vraževerje sem opazil, ja. Ok, in pa si to premagal s tem, da si pač bil tam, da si šel v to. Poslan sem bil, ni bilo druge možnosti. Aha, In ta gospa, ta čista prvi primer je nekaj trenutkov pred menoj umrla, aha. tako da sem jaz se samo še na truplo prišel, smo z družino zmolili in tako naprej. To mi je bilo najbolj grozno, kako bom to. A misliš, da so opazili tvojo, da ti je neprijetno? Ne vem, jaz mislim, da verjetno so tudi jokali, Aha, ne verjamem, da so oni mene gledali, aha. ker nekaj trenutkov nazaj je mama umrla, veš, da jočeš, počakali so, da opravim vse tiste molitve ob umirajočem, maziliti več nisem mogel. Tako. Kaj ti je pa zdaj tako najlepše kot duhovnik? Najlepše. Najlepše mi je maševati, zelo lepo je spovedovati. Glih to, kar sem se najbolj časi bal, mi je zdaj lepo. Pogrebi so mi lepi, rečemo pogrebe kot poroko. Res? Ja, veliko reš. Ker takrat so ljudje, bi rekel, tako ranjeni pa odprti, da slišijo, da jim lahko eno tolažbo ponudiš, eno novico presežnosti. Na poroki pa sem se nekaj slikajo, čakajo, da bo konc in da se tam zafnajo s tistimi svojimi slikami in to je to. Ker takoj, ko vidim, ko me pri vhodnih vratih pričaka 7 fotografov, vem, da ne gre za poroko. Gre za fotoshooting v cerkvi. Za ohcet. Ne za ohcet, je praznovanje. Ja. Fotoshooting, zdaj tle se bo dogajal fotoshooting, pri katerem bomo pač nekimi statisti, torej da ti ljudje niso prišli z vero notri po zakrament, zato je tudi neveljavnih zakonov in teh ločitev. Ker je bilo samo pomembno, da so imeli ta cerkveni ambient za slikanje. Tako jaz vem, kaj bo od te poroke. Ali se malo te dotaknava teh parov, ker pač ti kot duhovnik ogromno družin spremljaš, ogromno parov vidiš, ogromno zaljubljencev, ogromno mladine. A ne, zdaj se veliko govori o ločitvah, govori se veliko o razbitih družinah, govori se veliko o permisivni vzgoji. Kaj se ti zdi, da manjka, ali pa kje smo tle zafurali kot družba? Osnove nam manjkajo. Jaz mislim, da bi skupaj mogli živeti ljudje, ki jim je prijetno skupaj. Ne, da živijo skupaj samo zato, ker imajo nek projekt. Moramo še avto kupiti, moramo še hišo zdaj narediti, moramo to, en projekt, en otrok, drugi projekt, drugi in tako naprej. To so projektni. Ampak se verjetno na začetku pridejo skupaj, kar jim je fajn, sam pol.
ostajajo skupaj zaradi projektov. Ne vem, jaz ne vem, kaj se je zalomilo, nisem iz tega foha, da bi rekel, kako to ljudje se spoznavajo. Mislim, da zelo napačno, Aha, ker če tako hitro se pokaže, da ni to. aha. Ker pa tudi nobenega hrepenenja ni po človeku. Saj, če imaš ti že na prvem zmenku spolni odnos, ali pa že prej, kar nekje tako vmes, se to ti pa nimaš več po čem hrepeneti. Jaz mislim, da tudi tle spolnost igra veliko vlogo, da če ni nobenega hrepenenja. Meni je zelo žal, ko mi zdaj mladi ljudje govorijo, da sploh več nimajo želje po spolnosti in da jim je to strašno mučno v odnosu med spolnost s svojim možem. To ti govorijo oba spola. Ja. Predvsem moški, ampak tudi ženske, da je njim to tako ugabno, pravzaprav te besede uporabljajo. Že poljubiti se z nekom, ker so to vse prej tu grdo čez dali in take, se na to polje spustili tako mladi in tako ne, da se jim to njim pravzaprav preskutilo vse skupaj. Poleg tega pa še mobilna ta industrija nudi vse užitke, kar si jih lahko zamislimo. Jaz mislim, da smo nekje na štartu zmotli se, ne vem. Jaz ne vem, kaj je narobe. Se pravi, v tem smislu, da smo se toliko ene torte nažrali, Ja, da v bistvu nimaš več okusa, kaj je dobro. kaj je sploh še dobro in tako. In kaj je sploh čar nekega zakona ali pa mogoče mi, ki smo celibaterji, to bolj idealistično gledamo, kaj je zakon ali pa kaj je družina. Ali pa jaz izhajam iz svoje družine, ko je bilo lepo, ko je bilo tukaj tega petja, veselja, prazniki. Pa to ne moreš vedeti, kako je bilo to lepo, kakšne praznike so nam starši doma naredili. Mogoče iz te idile izhajam, pa tega pa ni. Kaj se ti zdi pa, da so glavne razlike, ker vidiš tudi lepe pare, tudi zdaj, a ne? Ali pa lepe družine, zdrave mladostnike? Kaj so temeljne razlike med temi, ki jim je lepo in temi, ki jim je težko? Mislim, da vrednote, kako si jih postaviš. Kaj želiš od nekega odnosa odnesti? Če želiš samo odnesti, je izgubljeno. Jaz mislim, da se moraš prvo vprašati, kaj želiš dati od sebe. Kaj lahko nekomu ponudiš? Je to v zakonu, je to v službi, je to, ne vem, v župniji, kjerkoli. Če vsi gledamo sem, kaj bomo odnesli, pa zmanjka kupčka, ne? Ja, ok. Če vsak nekaj nosi. Če pa prinašamo, se pa kup veča. Tega zadovoljstva imamo iz česa črpati, ne? A je isto tudi pri duhovnikih? Povsod. Zamorjen duhovnik tisti, Povsod. da sam kaj bo prejel. Kaj bo prejel in kaj morajo drugi za njega narediti in kaj on nič ne more za tebe narediti. Noben ni dolžan za tebe čist nič narediti. Okay. Jaz sem samo dolžan nekaj dati. Ok. Kje se ti zdi, da ljudje najbolj potrebujemo duhovnika? Oziroma, kako ti tudi župljani povejo, kje so te najbolj veseli? Jaz zdaj čisto tehnično gledano, najbolj nas potrebujejo pri krstu, bermi, poroke, te zakramenti. Okay. Tako. Tisti, ki pa želijo kaj več, jih pa vidiš potem na svetopisemski skupini, jih vidiš v molitveni skupini, imajo resna vprašanja za duhovnika, imaš lahko obisk pri družini, ki je kateheza najvišje vrste. Ne? Ko vidiš, da jih zanima globina, ali pa jih zanima, ker jih zanimanje poslušajo, kako duhovnik živi, ker ne vejo. Ali ima pa medijsko popačeno podobo, ker stalno strašijo duhovnike, pa ni. Jaz tudi mlade vprašam, dostikrat sem jih vprašal na začetku, sploh ko pridem na neko župnijo, kje vidijo moje mesto, kje živijo. In ker mi je bilo zanimivo, da so skoraj en glas, držite nam vrednote gor. Aha, to so predvsem mladi. Mladi so rekli, držite nam, vi nam vrednote tle gor, pa nam pomagajte gor prideti. Mi smo že dol, mi smo že na dnu. Mi smo že pravzaprav pod dnom. Ni treba spuščati. Nič spuščati. Držite nam tle gor, govorite nam o Bogu, dajte nam Božjo besedo in nas dvigajte ven iz tega poprečja. To mi je bilo pa tako fascinantno. In sem bil vesel tega. Tle nas rabijo ljudje. Okay. Duhovnik mora pač ljudi dvigati iz tega poprečja ali pa celo pod poprečja, kjer smo zdaj. A se to potem, ko pride človek, ko je star 40-50, a se to zgubi, ta želja po visokih vrednotah? Mislim, da ne. Če gradiš normalno svoje življenje. Ja, ampak tako, kar iz prakse vidiš to. To zdaj sprašuješ mene ali za ljudi? Ja, tebe, ne tebe, če se tebi spustilo, ampak jaz sem tako, jaz tudi hodim kaj predavati in po župnijah in po šolah in tako, in vidim tudi posebej na področju spolnosti, da imajo mladi visoke vrednote, da si želijo slišati resnico. Ko pa imam predavanja za starše,
pa vidim, da si ne želijo toliko slišati resnice, ampak si želijo slišati neko mešanico med resnico pa med tem, kar oni zdaj živijo. A ne? Torej, to je generacija najina, Ja. pa še malo starejših. Ti Ja. ljudje so zavozili v življenju večina stvari. Seveda zdaj oni nimajo radi, da jim mi povemo, da se oni zdaj že to vejo, ne? Da je nekaj zelo narobe. Zdaj samo koliko jih še ne prilisičimo ali pa pri nas so bili krajini, ali pa rečemo nadmudrimo ali pa da jim na nek drug način odpremo oči, da je še kaj več kot to, kar so oni zdaj Brez da se počutijo obsojeni. Ne? In da jih zabiješ zdaj do nafte dol in ti si tam dol in si jih zgre. In ta Okej. generacija se ti zdi, da je zavozila v tem, kar si prej rekel, ni osnove, ljudje so skupaj zaradi projektov. Ja, ja. Se vidimo se, katere družine pa razpadajo. Ali pač zdaj, ko vidim, ko od teh ljudi učim otroke pri verouku, ali pa v šoli, poglej, kaj je. To je plod te generacije, ne? To ni plod naših starih mam, pa ne. Ja, v šoli je zdaj problem, da imamo otroke, ki so otroci. Otrok. Ja, a ne, ti otroci so bili permisivno vzgajani in ti otroci so zdaj starši Tako. in nimajo pojma, kako vzgajati. Ja. V bistvu se niti ne čutijo avtoriteta. Ne? Niti nočejo. Ker oni so že midva sva ta generacija, ki smo že zapopadli v ta svet telefonov, interneta, vsega lagodja, ki ga ta ena roka lahko ponudi. In je blazno naporno zvečer otroku večerjo pripraviti. Jaz vidim toliko mladih družin. Ajde, razumem, kakšen praznik, pa to McDonald's ali pa neki je. Ne moreš pa ti med tednom zvečer otroka peljati McDonald's kar vsak večer. Kaj ste jeli? Pico smo naročili, kako? Mama mora pripraviti oče skupaj, od otroci, neko večerico. Se ne rabi biti jagnje pečeno. Neki osnovni skupni projekti, da to družino nekaj skup drži. Ja, statistika kaže, da ali bo otrok delikvent, ali ne bo, je zelo velik faktor, koliko večerji v tednu preživi skupaj svojo družino. Čisto logično. Mislim, da je tako, če je pod 4, je že dosti. Sej vidimo to, sej ni to nobena tajna več. In jaz našim ljudem vedno dajem naloge, dajemo to zvečer, da ko bo advent, to, pečte piškote, dajte v obvenčku se zbrati. Kaj ni treba 3 ure moliti? Sveti angel pa lahko. In prvo kdo neko vprašanje, pa rata kar lepo pa ugotovijo, da je pravzaprav lepo biti v družini. Ja, lepo je biti skupaj, ko se sprostiš. Ja, pa da viš, da mama ni zmaj, ali pa ate ni, ne vem, samo avtomat za denar. Da to je ena oseba, ki je ranljiva, ki je lahko tudi vesela, ki je tako. Tle smo zavozili, mislim, ste zavozili, ne vem, tisti, ki ste poročeni, ali ti, ki vas vzgajajo, ne vem. Vsi skupaj smo zavozili. Zdaj smo vsi na isti ladji. Ja. Ok. Jaz tako naredim za zaključek, da prejšnji gost postavi vprašanje naslednjemu gostu. In tebi je v bistvu postavila vprašanje, ni vedela, da boš ti, tako da tudi ne veš, kdo bo naslednji gost. Monika Pene, ki je vzgojiteljica glih v Novem mestu, no? In je postavila vprašanje, ali kaj v življenju obžaluješ? Obžalujem. Obžalujem grde besede, ki sem jih izrekel staršem. To me najbolj boli. A je kakšen poseben trenutek bil? Ja. Enkrat sem mami nekaj zelo grdega rekel. Neupravičeno. Zelo neupravičeno. In potem sem odkril, da tisto, kar sem rekel, sploh ni res. In sva se zjokala oba. In me samo objela, kaj. Ona je to zelo bolj blago, ampak meni je pa to še vedno kot nož, tako. Videl sem, dokot sem sposoben iti. O neumnosti, čisto tako. Prišel čez vrata, pa nekaj bleknil. Tisto mi je bil najtežji trenutek do zdaj, ko sem mamo prizadel. Kaj To pa pa močno tako, obžalujem. čist recimo na tej življenjski poti, da si mogoče veliko let, ki je bil, kjer si nisi želel biti? Zdaj, če gledam nazaj, če bi šel jaz z 18 leti v semenišče, Bog, če bi sploh še bil duhovnik. Ali pa če bi sploh prišel do duhovništva. To je bilo potreben ta Jaz čas. mislim, da je Gospod to vodil preko prvega študija, ki mi je dal kljub temu je bilo nekaj predmetov, ko se nisem strinjal, je bilo pa veliko dobrega, lepega in mi pomaga pri odnosih zdaj, ko z ljudmi, ali pa malo vidiš od človeka. Potem služba na zavodu za zaposlovanje, tam sem srečeval stisko ljudi, seveda.
tako in drugače. Verjetno je bilo modro vodeno, ne vem tako. Ne po meni, ampak da je ena roka reka, aha, zdaj ta bo pa tako mogel dozoreti. Nimam tisto za izgubljen čas. Ja. Ok. Kaj bi ti, kakšno vprašanje bi ti postavil naslednjemu gostu? Odvisno, kdaj bo snemanje. Konec decembra, verjetno. Konec decembra, Ja, tako po 15. po 15. decembru, še pred Božičem. Pred, ja. Ne bomo med Božičem. Pred. Pred, ja. Kakšni so tvoji spomini na Božič v otroštvu in kako ga boš praznoval letos? Ok, super. Mitja, 100-krat hvala, ker si se pripeljal v Ljubljano. Zdaj se je že malo sonce pokazalo, drugače je bila zelo meglena pa mrzla. Hvala, ker si v bistvu z nami delil svojo zgodbo, pa svojo modrost, pa tudi božjo modrost. Hvala vsem, ker ste tole pogledali do konca. Bi pa vas povabil, ker statistika pravi, da vas velika večina, ki to poslušate in gledate, še niste naročeni na naš kanal, tako da nam to zelo pomaga, zato da lahko vedno bolj zanimive goste povabimo, pa tudi vam, da ste v bistvu na tekočem, da pridejo do vas naše vsebine in da vaše vsebine tudi pridejo do več ljudi, zato se lahko naročite na naš kanal in nas s tem podprete. Tako da lepo pozdravljeni, hvala Mitja še enkrat, pa se še kaj gledamo. Nasvidenje.